Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj na kanalu Greg Sport. Še kar nekaj časa se nismo slišali, ni se vmes dogajalo nekaj ah in posebnega. Sledilci mojega kanala ste sicer bili deležni določenih insiderskih videov strani reprezentance, kako potekajo treningi, kakšno je samo vzdušje. Če še jih kdo ni ujel, predlagam, da si jih pogleda za nazaj. Sicer pa danes, da tako rečem, malenkost stopnjujemo napetost, vendar še le 5 dni do začetka košarkarskega turnirja oziroma 6 dni do prve uvodne tekme proti Argentini, sploh uvodne na olimpijskih igrah za katerokoli slovensko košarkarsko reprezentanco. In resnično verjamem, da se imamo letos pa res čega zaveseliti, posebno, ko je reprezentanca praktično polna, brez kakšnih odpovedi, brez večjih poškodb. Sicer brez Gorana Dragića, ki je že zdavnaj povedal, da je zaključil, in to povsem razumemo, razumni ljudje, da temu tako rečem. Tako da mislim, da smo zbrani okoli Luke Dončića in da so vsi podrejeni njemu in da nihče nima težave s tem in da se, kot sem že dejal, resnično lahko veselimo samega začetka iger. Nekaj pripravljalnih tekem je že za vsemi ekipami, slovenske smo že zelo dobro predelali, tako da se ne bi zdajle toliko osredotočal na Slovenijo kot mogoče na naše tekmece. Argentina recimo je odigrala nekaj srečanj v Ameriki, nič posebnega bi rekel, ne pa tudi tako slabo. Nazadnje imajo v svoji zasedbi kar nekaj izredno izkušenih igralcev, nekaj, ki so zdaj v vrhunski top formi. Ja, ne boste verjeli, če mogoče ne spremljate podrobneje, ampak Luis Scola z 41 leti še vedno igra na tem nivoju in še vedno lahko da tudi 20 točk, brez skrbi. Imajo pa Argentinci izjemno organizatorsko zasedbo, od Facunda Campaca do Luke Vildoze, tukaj je tudi Nicolas Laprovitola. Skratka, kar nekaj imen, ki znajo opozarjati nase na najvišjem možnem nivoju, in vsekakor bo to ena zanimiva tekma, ki jo bomo že lahko spremljali, kot rečeno, na uvodu v ponedeljek ob 6:40 zjutraj. Jaz za vse vas upam, da delate popoldne tisti dan, kajti uvodne tekme res ni zamudite, ali vsaj prvi polčas, ali pa malo zabošavate, ker je ravno ponedeljek v službi, dopoldan pa pogledate zaključek tekme, kakorkoli, no. Sam nekaj idej, namigov. Skratka, resnično se veselim te tekme. Verjamem v zmago naših fantov, verjamem, da bo motiviranost na največjem možnem nivoju do zdaj. Dajmo tudi razumeti, da bo mogoče na začetku se roka oziroma obe dve roki malo zatresli, ipak gre za čisto prvo zadevo, s katero se še noben od naših fantov ni srečal, tako da malo razuma na začetku ne bi škodilo. Skratka, to je to. Nadaljujemo z Japonci. Japonska v bistvu ni naivna ekipa. Zdaj, da igrajo doma, jim kaj veliko ne bo pomagalo, glede na to, da iz jasnih razlogov publike ne bo. Nažalost, to bo en velik minus olimpijskih iger, ampak nema veze. Kaj lahko povemo o Japonski? Zdaj marsikdo ne pozna niti enega igralca njihove zasedbe, ampak vseeno vam povem, pa jih poznate. Vsaj, če spremljate ligo NBA. Recimo Yuta Watanabe igra pri Memphis Grizzlies, 26-leten košarkar. Če že kdo zanj ni slišal slučajno, pa sem skoraj prepričan, da ste za Ruja Hachimuro že slišali. Centra Washington Wizardsov. Eden izmed vidnejših rookie igralcev pred prejšnjo sezono, če se ne motim. Tako da mislim, da so
imeli celo eno zelo, zelo solidno srečanje, prijateljsko, celo premagali nekoga, da ne bom zdaj karkoli narobe rekel. V glavnem eno izmed vidnejših reprezentanc, no, če niso bili celo Argentinci, vse nema veze, Francoze so premagali. Tako da ni naivna ekipa, ne more biti, ne smemo jih podcenjevati, niti slučajno gre za olimpijske igre, tu prostora za kakršnokoli podcenjevanje ne bo. Treba bo samo filati koš, kolikor se bo dalo in pa braniti svojega. Zadnji in nikakor najmanj pomembni pa bolj izkušenje še skoraj ne da dobiti, kot so Španci, ne. Španci so ravno danes po noči izgubili prijateljsko tekmo proti Američanov, ampak nič ne de, ker so bili praktično celotno srečanje blizu, nekaj časa celo vodili. Gre za neverjetno zmes v bistvu izkušenih košarkarjev z nekimi mladci, ki prihajajo. Tudi brata Gasol igrata za Španijo. Eden je sicer že, se pravi Pau, že 41 let, tako da ni daleč od neke ahinoh forme. Mark je 5 let mlajši, tukaj je še Rudy Fernandez, iste starosti kot Mark. Imamo pa še tukaj mladega Balde iz Real Madrida, Abrinesa, Barcelone, Alosen isto, Real Madrid. Skratka, tu je kupica enih igralcev Garuba, ki prihajajo recimo. Skratka, verjamem, da bo Španci naš najtežji test v temle uvodnem delu olimpijskih iger. Kar pa bo dalje, bomo pa videli, ne. Kot sem že dejal v enem izmed mojih prejšnjih podcastov, trdo verjamem, da se bo slovenska reprezentanca uvrstila v nadaljne boje. Ne nazadnje imamo tukaj tako močnega aduta v Luki Dončiću, ki odkrito povedano gre na medaljo, no. Ko smo ravno pri medaljah, včeraj sem poslušal malo v eni izmed oddaj na televiziji eno zares dobro izjavo, s katero se močno strinjam in jo bom zdaj naslovil tukaj. Izjavil je Andrea Masi, nekdanji trener kondicijski Tine Maze, zdajšnji partner, kakorkoli, ki je dejal, da nikoli ne štartaš na zlato, srebrno oziroma bronasto medaljo, ampak štartaš samo na zlato in na srebrno. Zakaj? Ker če boš startal slučajno na bronasto, se pravi na 3. mesto, boš dobil leseno medaljo. Se pravi tisto, ki je ni, oziroma 4. mesto, no. Skratka, res tako pravo šampionsko razmišljanje, ki bi ga nekako rad priporočil tudi našim, pa ne bi rad zdaj bil tu aroganten in napovedal že, ker smo pač Slovenija in imamo Dončića in ne vem kaj še vse, da bomo si kar prilastili medaljo, ampak res si želim tem fantom kot navijač in kot, se pravi objektivno in subjektivno gledano, jim resnično želim lov za najvišja mesta, ker so takšna ekipa, da karakterno in pa kemija med njimi, ki se je ustvarjala med samim fanti, je res na izjemnem nivoju. Skratka, fantastično jih je gledati, no, še posebej, ko takšni fanti zastopajo našo državo. Tako da mislim, da bomo tudi mi, gledalci, od zadaj imeli velike težave zaspati oziroma se zbuditi ob točno tisti uri, ko štarta tekma, se pravi 6:40. Po moje bo budilka sploh ne bo potrebna, ker se bomo prvič ob 2, naslednjič ob 3, četrtič ob 5, 6 zbudili. 6:40 bo po moje res že tisto, končno, ne. Vsaj jaz tako gledam, no. Jaz bi bil najrajši, da se olimpijske igre začnejo jutri. Kje je še ponedeljek? Kje je še en teden? Dajte na mir. Dajte to malo predstaviti. Tako COVID zajebal. Skratka, malo heca, no. Malo tudi v vsakem hecu resnice. Tako, en hiter pregled smo zdaj naredili. Kaj bo v nadaljevanju, bomo govorili kasneje, ko se do tega pride. Vsaj upam, da pozneje, no, da malo pravilno rečemo. Skratka, pozneje v nadaljnih bojih je žreb, ne. Zdaj, nosilec ali ne nosilec si lahko v nadaljevalnem boju, da se še hitro tega dotaknemo. Nosilec si, če si na prvih 3 mestih od vseh 3 skupin, plus najboljše drugovrščeno moštvo se uvrsti med nosilce. Ostali, se pravi najboljše drugovrščene ekipe
in pa eno najboljšo tretjeuvrščena, nekako tako. Pa potem so nenosilci in med temi potem pride do žreba. Verjamem, da bojo Američani kot neki največji bav, da tako rečem, se uvrstili v svoji skupini na prvo mesto, tako da najboljše bi bilo, da tudi mi probamo narediti tako, da premagamo vse in enostavno osvojimo prvo mesto in potem lažje gledamo na nadaljevanje olimpijskih iger. Tako, pa vaš komentar spodaj je zelo dobrodošel in naj že mine ta teden dni, da začnemo z olimpijskimi igrami. Hvala, da ste bili z mano. Spremljajte me še naprej na mojem kanalu Gregsport. Če še morda niste naročeni za najnovejše videe, vsebine, najnovejše podcaste, vam priporočam gumb naročite se, zvonček, ki poda vse najnovejše in najhitrejše informacije o novih zadevah na mojem kanalu. Lep preostanek dneva in se slišimo do naslednjič. Z vami sem bil Gregor. Srečno!